danes je eksponentna neenačba. V sami osnovi je eksponentna neenačba, tako kot katerakoli druga neenačba, oziroma če gledamo kvadratna neenačba, ker bomo imeli kvadrate. Ampak da pač vključimo tiste procesi oziroma tisti načini, pač fiksi, pa tisto, kar nam je profesor razložil o eksponentni enačbi, oziroma kaj smo mi dva tudi že razložili. To je v bistvu zelo podobno. S tem, da pač recimo damo en primer take stvari. Torej ta v bistvu sledimo istemu, kaj je v mailu noter. Torej 5 na x kvadrat minus 6 je manjše od 1,25. To je taki klasični primer, kjer imamo neki x, ki se pojavlja samo v eksponentu, torej ni ga v osnovi, pa nek neenačaj in neka druga vrednost. In če samo poenostavimo celotno stvar, ugotovimo, da je to a na f od x, ki je večje manjše od, ali pa večje enako manjše in enako od a na g od x. In to je čisto taka simple oblika, v osnovi v bistvu pride do tega. Na nek način pa lahko rešujemo tale, te enačbe na dva načina. Prvi je, če je a večji od 1. In če se zdaj čisto na hitro posvetimo temu, je v bistvu bolj preprosto od dveh načinov. In torej imamo ta a na f od x, ki je manjši od a na g od x. In potem iz tega, če hočemo to rešiti, če je seveda a večji od 1, dobimo f od x je manjše od g od x. In v bistvu samo eksponente vzamemo ven iz same enačbe. In to deluje zelo lepo, če imamo, torej če je a večji od 1. In to je tudi logično, ker imamo enaka eksponenta in lahko tako, kot smo pri eksponentni enačbi, tudi tu naredimo isto stvar. Torej, samo vzamemo eksponente. Če pa se posvetimo malo bolj zahtevne stvari, oziroma malo bolj zahtevna, niti ni toliko zahtevna, samo pač malo drugačna, pa je seveda, ko je a manjši od 1. Torej, recimo, če imamo a 1/5 ali tako je to 1/25. In v tem primeru imamo a na f od x manjše od a na g od x, torej to je ta standardna oblika. In potem to pretvorimo, če imamo a manjše od 1, da je f od x pravzaprav večji od g od x. Torej opazimo eno ključno razliko med zgornjim in spodnjim, in to je neenačaj, ki se obrne. Zdaj, zakaj se to obrne? Če pogledamo en primer, recimo tukaj, za to se vzamem drugo barvo. Za prvo stvar, vzamem recimo 2 na kvadrat, je to 4, torej je v bistvu ta potenca večja od osnovne potence in zato lahko obdržimo to. Medtem ko to se pa v drugem primeru žal obrne, oziroma žal pač se obrne. Imamo recimo 1/2 na kvadrat, ki pa je 1/4, 1/4 pa je manj kot 1/2 in zato se, ker se obrne smer, oziroma se pomanjšuje, namesto da bi se povečevalo, moramo tudi obrniti predznak, da dobimo pravilno rešene stvari. Zdaj pa pač bom na temle primeru, s katerim smo začeli, torej na primeru 5 na x kvadrat minus 6 je manjše od 1/25, razložil, kako se to reši. In zdaj to se da rešiti na prvi in na drugi način. Z prvim načinom začnemo lahko kar in tole zapišemo kot 5 na x kvadrat minus 6, samo prepišemo, je manjše od, in potem to 1/25, ki jo imamo tukaj, v bistvu zapišemo kot 5 na minus 2, ker je, v bistvu je 5 na minus 1 na kvadrat, torej 1/5 na kvadrat, kaj je 1/25. In smo ugotovili, da imamo posod iste osnove in lahko pridemo že kar na naslednji korak, torej x na kvadrat minus 6 je manj od 5 na minus 2, oziroma manj od minus 2, in lahko rešujemo kot neenačbo in dobimo, da je x kvadrat minus 4 manj kot nič, in potem lahko imamo x,
ki je v tem primeru manjši od 2, ampak večji od minus 2. Za reševanje tega, zdaj ne vem, če bom šlo, ampak za reševanje takih neenačb imamo spet to, torej moramo ugotoviti, kdaj bo to manjše od nič, to pomeni, lahko spet rečemo recimo eno parabolo, ne? Imamo parabolo, kjer imamo pozitiven vodilni koeficient, torej 1, in vemo, da če bo manjše od nič, pomeni, da bomo rabili nek interval, ki ima na obeh straneh neko omejitev. In v tem primeru, recimo, če stavimo minus 2 noter, bo to minus 2 na kvadrat, kaj je 4 minus 4 in to je točno nič in lahko tako najdemo obe ničli. In ko najdemo obe ničli, lahko samo pogledamo, torej če je med ničlama ali na zunanjem delu ničl. To smo sicer že delali, ampak je lepo, da malo ponovimo. Za drugi način reševanja, torej z manjšimi z eksponenti oziroma z osnovami manjšimi od 1, pa lahko to isto stvar zapišemo kot 1/5 na minus x kvadrat minus 6, torej če si vidi, kaj sem naredil, v bistvu sem napisal, da je to minus ta eksponent in ko sem rekel minus eksponent, lahko seveda naredim obratno vrednost te osnove in dobim 1/5 in ta 1/5 je seveda manjša od 1 in potem spet je manjša od in zdaj pa 1/5 na minus na kvadrat samo. In ko smo to naredili, v bistvu, če hočemo zdaj vzeti ven tale eksponenta, torej imamo minus x kvadrat minus 6 pa 1/5 oziroma pa 2. Moramo za tega, ker smo naredili torej ker so osnove manjše od 1, obrniti na enačaj in dobimo neenačaj obrnjen v drugo smer, torej je večje. In zdaj samo rešimo, tako smo prej rešili, torej minus x kvadrat plus 6 je večje od 2 in dobimo, da minus x kvadrat plus 4 večje od nič. In zdaj, če hočemo vse skupaj dobiti nazaj normalno, oziroma pač, če hočemo stvar rešiti, moramo vse skupaj pomnožiti z minus 1. In ko pomnožimo z minus 1, seveda, ker množimo z negativnim številom neenačbo, moramo znak spet obrniti in dobimo, da je to x na kvadrat minus 4, kar je manjše od nič. In če ste opazili, ko dobimo to, je ta stvar identična tej stvari, če se vidi, in ugotovimo, da se pravzaprav na oba načina da to rešiti. Zdaj, kateri vam je lažji, pač načeloma mislim, da je ta lažji tudi, ker zahteva manj korakov. Tako da ja, zdaj pa še bo Mateo par primerov rešil. Torej, Primož vam je že razložil teorijo in na parih primerih pokazal teorijo. Sedaj pa še vam bom jaz pokazal, kako se reši ta 2 oziroma 3 primeri iz učbenika. Začnimo z primerom 1133D. Ok, torej vemo, da je E pomeni Eulerjevo število, ki je približno 2,7, ampak to v bistvu tega ne rabimo pač vedeti, ampak se lahko predstavljamo samo kot E. Torej vidimo, da mora biti leva stran manjša od 1. Torej, prvo, da nam bo lažje si predstavljamo, kdaj bo sploh leva stran enaka 1. Torej vemo, da karkoli na nič bo vedno 1. Torej moramo dobiti, če rečemo 1, da bo 3x minus x na kvadrat enak nič. Ampak, ker mora biti manjša od 1, damo tudi, da je 3x minus x na kvadrat manjši od nič. Torej si zdaj to napišemo. Tako, sedaj ko imamo to, pa lahko rešimo z normalnim postopkom, tako kot smo že reševali pri kvadratni neenačbi. Torej, da izpostavimo x, dobimo 3 minus x. Vemo, da bo enkrat bo manjše, torej nx bo enak, da bo to enako nič, mora biti ta x enak nič. Torej x1 je nič, da bo nič, ampak ker mora biti manjše od nič, torej je x1 v bistvu manjši od nič. Drugi pa je, da bo tu znotraj nič, mora biti torej minus 3, da bo enako nič, torej
takrat je x2 enak 3, ampak ker mora spet biti manjši od nič, da bo tu znotraj negativna številka, to pomeni, da bo x2 večji od 3. Torej sedaj imamo dva rezultata in vmes damo samo ali. Torej to je v bistvu odgovor. x1 je manjši od nič ali x2 je večji od 3, takrat bo rezultat prav. Torej naslednji primer pa je 1133c. Torej 1133. Ok, torej sedaj smo prišli do primera 1133c, ki se glasi tako. In torej vemo, da morajo biti osnove enake, tam ko so potence, da lahko sploh zračunamo. Torej 9 pretvorimo, da bo osnova v 3. Torej 9 je enako 3 na 2, torej enako kot 3 na 2x minus 5 krat 3x. Pa še damo 36 kar lepo lahko na levo stran, ker nam bo to koristilo. Je to minus 36 je manjše od nič. Sedaj, ker vidimo, da nimamo čisto isti potenci, torej rečemo lahko, da je 3x enak u, torej to si tu napišemo, 3x je enako u in potem dobimo u na kvadrat minus 5u minus 36 je manjše od nič. Torej sedaj smo dobili kvadratno enačbo, ki jo lahko zračunamo z vetrovim pravilom, torej 36 je 9 krat 4 in minus 5 je torej minus 9 plus 4. Torej vidimo, da je x minus 9 pa x plus 4. Torej je x1 je 9, x2 je pa minus 4. Ampak, kot u smo pisali, ne? Torej u1 pa u2, se vrečujem. Torej u2, ampak vemo, da je u enak 3 na x. Ok, no sedaj smo zračunali ničle, ki pa jih moramo dati seveda v koordinatni sistem, ker je seveda neenačba, tako da si bomo lažje predstavljali. V bistvu si lahko samo narišemo en hiter koordinatni sistem tak in sploh ne rabijo biti približno, ampak samo napišemo tu 9 pa minus 4. Torej, bojo ti rezultati, da bojo manjši od 1 tukaj, ne, če bi si naredili parabolo tako pa. Vemo, da od tu pa do tu dol, torej rezultati za manjši od nič bi bili, torej za u je večji od minus 4 pa manjši od 9. Tak. Ok, sedaj pa spet probamo, ker smo videli, da je u tu, probamo oba ekstrema vedno. Torej vidimo, da minus 4 ne gre pa 9, tako da dobimo, da tu je lahko v bistvu 3 na nekaj je 9, torej 3 na 2, ne? Torej x je 2. Ampak, ker vidimo, da mora biti manjši od 36, torej mora biti tudi x manjši od 2, da bo to torej veljalo. Torej vsi x-i, ko bodo manjši od 2, bo veljalo, da je to manjše od 36. Torej, ker tako zdaj smo z tem maksimumom, ne, torej z x je 2, smo zračunali, kdaj bo leva stran enaka 36, ne? Ampak ker vemo, da mora biti manjša, ne, je enaka, moramo dati, torej, da x mora biti manjši od 2. Torej, to je v bistvu naš rezultat. Torej, vedno, ko imamo tak, si pogledamo ekstrem, torej, kdaj bo je enako 36 in potem komaj vidimo, če mora biti manjša ali večja in damo tale znak. Torej, to bi bilo v bistvu vse.